V večini primerov pogrešanih oseb so prve ure ali dnevi preiskave najpomembnejši. To je čas, ko je najdenih največ pogrešanih oseb in ko lahko pozivi za informacije naredijo največjo razliko. Številka 10. Bražan je bil izkušen plezalec in pohodnik, ki ga je posebej zanimalo plezanje po ledu. V ameriški plezalni skupnosti je bil dobro znan, kjer so ga poznali kot WJB ali White Jeans Brian zaradi njegove navade, da je plezal v belih kavbojkah. Imel je veliko prvih vzponov na svojem računu in svoj prosti čas je posvečal podpori skupnosti paraplezalcev. Čeprav se je Brian večinoma osredotočil na gore v bližini svojega doma v New Yorku, je potoval tudi v druge države, da bi osvojil tamkajšnje vrhove. Škotsko je že enkrat obiskal, zato njegovo potovanje v začetku leta 2026 ni bilo povsem novo. Tokrat bi svojo upokojitev praznoval z dvotedenskim bivanjem. Prvi teden je preživel z eno skupino prijateljev in vsak dan pošiljal sporočila ženi v Ameriko, da ji je sporočil, da je v redu. Brianova žena je zadnjič slišala zanj dan pred njegovim izginotjem. Minilo je več kot 30 ur, preden je ugotovila, da pogrešajo njenega moža. Prijatelj iz Prezane je na spletu opazil poziv za informacijo o Brianovem izginotju in jo obvestil o dogodku. Bražan ga niso videli, odkar se je zgodaj 29. februarja 2026 odpravil plezat na Ben Davisa. Ko se do konca dneva ni vrnil s plezanja, ga je njegov pohodnik prijavil kot pogrešano osebo. Sprva policija ni vedela natančno, katero pot je Brian poskušal preplezati, a ko so dobili več informacij, so lahko sestavili verjetno potovanje. Verjeli so, da je poskušal priti do koče CIC, počivališča, kjer se številni pohodniki ustavijo, preden se pripravijo na glavni vzpon. Od tam so drugi pohodniki poročali, da je Brian omenil, da namerava plezati Orion Face Direct, eno najzahtevnejših lednih plezalnih smeri na gore. Nekaj drugih pohodnikov je Briana opazilo že prej tistega dne, preden je prišel do koče. Eden izmed njih je celo posnel fotografijo pohodnika pod severno steno gore. Tisti, ki so ga srečali, so pripomnili, da je deloval kot povsem sposoben plezalec in ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo, da bi lahko imel težave na gori. Takoj, ko je bil Brian prijavljen kot pogrešan, se je začelo iskanje. Zimske vremenske razmere so oteževale iskanje in na neki točki so ga morali začasno ustaviti. A iskanje se je nadaljevalo s poudarkom na uporabi dronov. Kljub obsežnim prizadevanjem ni bilo najdenih nobenih sledi o Brianu. Še naprej je bil opisan kot pogrešana oseba. Policija je pozvala vse, ki bi morda videli Briana ali imeli kakršnekoli druge informacije, naj jih pokličejo na številko 101 in navedejo številko dogodka 3566 z dne 19. februarja 2026. Bražana opisujejo kot visokega 6 čevljev in en palec, s kratkimi sivimi in belimi lasmi. Nazadnje so ga videli z belim plezalnim čelado, temno modro jakno, belimi kavbojkami ter modrimi in rdečimi gamašami. Številka 9. Ko je Lindsay Watts izginila, je bil to šok za majhno povezano skupnost, v kateri je živela. Veliko sosedov je stopilo naprej z namigi o tem, kaj bi se lahko zgodilo s pogrešano žensko, vendar resnica za zdaj ostaja skrivnost. Lindsay je nazadnje videla njena hči 19. maja v njenem domu v Edini, Missouri. Po besedah dekličinega očeta je hči slišala moškega, ki je govoril, vendar ni bilo dovolj glasno, da bi katera od najstnic razumela, kaj je bilo rečeno. Kasneje sta slišali, da so se vrata zaprla in kmalu zatem zaspali. Ob 2:00 zjutraj se je Lindsayna hči zbudila, da bi šla na stranišče in opazila nekaj nenavadnih stvari po hiši. Vrata, ki so vodila v kletni prostor, so bila odprta, pred njimi pa je stal kuhinjski stol. Opazila je tudi, da so bila vrata Lindsayne spalnice zaklenjena. Bilo je nenavadno, a ne dovolj, da bi jo to posebej zaskrbelo, zato se je vrnila v posteljo. Naslednje jutro bi morala Lindsay začeti svojo izmeno v domu za starejše ob 6:00 zjutraj. Lindsay je bila predana delavka, ki je vedno presegala pričakovanja svojega dela. Bilo je zelo nenavadno, da bi izpustila izmeno, še posebej ne, da bi kogarkoli obvestila. Ob istem času je tudi Lindsayin bivši fant in oče njenega otroka opazil, da je nekaj narobe. Ko se je po nočni izmeni peljal domov, je šel mimo njene hiše in opazil, da je njen avto še vedno tam. Poslal ji je sporočilo in se pošalil glede izpuščene službe. Ko Lindsay ni odgovorila, ga je zaskrbelo. Lindsayjina vrata spalnice so bila še vedno zaklenjena, vendar je bilo mogoče v sobo vstopiti skozi kopalnico. Ko je to storil, je njen bivši fant opazil, da posteljnina ni bila v običajnem stanju, kot jo je Lindsay pustila. Skoraj vse je bilo puščeno v hiši. Edina stvar, ki je manjkala, je bil Lindsayin telefon. S pomočjo aplikacije je njena hči opazila, da se telefon nahaja nekje v bližini hiše. Policija je kasneje napravo našla v bližnjem jarku. Lindsay so prijavili kot pogrešano osebo ob 15. uri 20. maja 16. ur, potem ko so jo nazadnje videli. Lindsay je bila dobro znana in priljubljena članica skupnosti in takoj, ko so oblasti začele zbirati informacije, so začeli prihajati namigi. Več ljudi, ki so živeli le 2 ulici od Lindsayinega doma, je poročalo, da so na noč njenega izginotja slišali hrup.
Ena soseda je poročala, da je tovornjak z veliko hitrostjo odpeljal iz območja, medtem ko je druga slišala nekaj, kar je zvenelo kot ženski krik. Sprva so mislili, da so to morda bili le otroci, ki so se igrali, čeprav je bilo okoli polnoči, ko so to prvič slišali. A potem, ko so izvedeli za Lindsayino izginotje, verjamejo, da bi to lahko bilo povezano. Tretji sosed je približno v istem času videl žensko, ki je tekla skozi prehod ob njegovi hiši. Po njegovih besedah je izgledala, kot da pred nečim beži. Lindsay je opisana kot visoka, 157 cm in težka 57 kg. Ima rjave lase in oči ter tetovažo 3 zvezd na desni rami. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče organe pregona na številko 660 397 2186, interno 1. Številka 8. Ko ljubljena oseba izgine v kakršnihkoli okoliščinah, je to lahko strašljiv dogodek. Ko pa ta oseba trpi za boleznijo, kot je demenca, postane preizkušnja še toliko težja. Ivana so nazadnje osebno videli 12. aprila 2026, ko je zapuščal družabni klub v območju Leppingtona v zahodnem Sydneyju. Naslednjih 12 ur njegovega življenja so sestavili s pomočjo posnetkov varnostnih kamer, vendar pa ostaja skrivnost, kam je šel potem, ko je nazadnje zapustil vidno polje kamere. Po besedah njegove družine, Ivan živi v domu za starejše, kjer prejema oskrbo in podporo zaradi demence. Še vedno je precej aktiven in mobilen. Tudi pri 75 letih lahko prehodi dolge razdalje. Ivan je popoldne preživel v Istra Social Clubu in odšel okoli 17:30. Preiskovalci imajo časovni potek dogodkov za naslednjih nekaj ur. Ivan je z vlakom potoval do Glenfielda in se vrnil na železniško postajo Leppington približno ob 19:30. Od tam se je odpravil na podeželsko posestvo v Rossmoru. Med 21. in 22. uro so ga priče opazile pred več posestvi, nato pa je očitno spet izginil. Ivana so nato naslednjič opazili na posnetku varnostne kamere, ko je ob 0:45 prečkal Bringelly Road. Posnetek je prikazal Ivana, kako hodi po sredinskem pasu, voznik pa je skoraj popolnoma ustavil vozilo, da ga ne bi zbil. Na neki točki se je ustavil in 9 minut sedel ob robu ceste, preden je ponovno začel hoditi. Zadnje potrjeno opažanje je prikazalo Ivana, kako hodi proti severu v smeri Kelvin Park Drive in Northern Road. Po besedah Ivanove hčere naj bi obstajal še en posnetek kamere, ki prikazuje pogrešanega moškega. Prijatelj, ki živi na Kelvin Park Drive, je svojo varnostno kamero posnel nekoga, ki je s svetilko hodil po območju malo po polnoči, na dan, ko so Ivana nazadnje videli. Po navedbah policije naj bi šlo verjetno za domačina, ki je bil v tem območju znan po svojih nočnih sprehodih. Vendar pa so iste varnostne kamere posnele še eno osebo, ki je hodila po območju ob 4:24 zjutraj. Tokrat ni bilo svetilke, moški pa je hodil počasneje. Policija ni uspela ugotoviti, ali je bil to Ivan ali ne, vendar njegova družina verjame, da bi to lahko bil ključen namig v časovnici. Ne glede na to, ali je bil Ivan nazadnje opažen na Kelvin Park Drive ali na Bringelly Road, ga od zgodnega jutra 13. aprila nihče ni več videl. Družina, prijatelji in policija so pozvali priče, naj se oglasijo. Vsaj eno možno opažanje je bilo izključeno, vendar družina še vedno upa, da nekdo nekaj ve in jim bo pomagal najti Ivana. Ivana opisujejo kot visokega, 163 cm srednje postave in s kratkimi sivimi lasmi. Nazadnje so ga videli oblečenega v belo Adidasovo majico, temno-modre kratke hlače, bele nogavice in temne čevlje. Kdorkoli ima informacije, lahko pokliče na številko Crime Stoppers 1-800 330 3 na nič na nič na nič na nič 1-800-333-000 ali na spodnji povezavi. Številka 7. Skoraj 3 meseci so minili, odkar je Robert Fox izginil v nenavadnih okoliščinah. Po začetni preiskavi njegove družine je bilo odkritih le malo novih sledi, ki bi lahko pojasnile, kaj se mu je zgodilo. Roberta so nazadnje videli zvečer 19. marca 2026. Svojo ženo je odložil doma, nato pa se je odpeljal v območje Lick Creek v South Pointu v Ohio, da bi obiskal prijatelja. Naslednje jutro je njegova družina ugotovila, da se ni vrnil domov. Po besedah njegove žene Leticije je bilo zelo nenavadno, da se Robert ni vrnil domov. Tisto noč, ko je izginil, je vozil njen avto in bilo je nenavadno zanj, da bi jo pustil brez njega. Robertova družina je začela iskanje sama in hitro našla pogrešano vozilo, parkirano pred stanovanjskim kompleksom Lawrence Village. Na poti pred stavbo so našli njegove ključe in telefon, vendar ni bilo nobenih sledi, kam bi lahko šel Robert. Ena od kamer je posnela, kako so vozilo parkirali pred stanovanjem in kako je iz njega izstopil moški. Leticija je lahko potrdila, da ta oseba ni bila Robert in ni bilo nobenih dokazov, da bi njen mož kdaj obiskal stanovanjski kompleks. Robert je bil istega dne prijavljen kot pogrešana oseba, policija pa je začela svojo preiskavo njegovega izginotja. Identiteta moškega na varnostnem posnetku je znana, čeprav javnosti ni bila razkrita.
Leticia je medijem povedala, da je policija zaslišala moškega in preiskala njegovo posest, vendar niso našli nobenih sledi, bi lahko pojasnile, kaj se je zgodilo z njenim možem. Preiskovalci so prav tako povedali, da so izvedli nešteto preiskav na podlagi sodnih odredb in razgovorov z javnostjo. Če so bili kakršnikoli dokazi razkriti v katerem od teh razgovorov, to ni bilo javno objavljeno. Preiskovalci so povedali, da verjamejo, da nekdo v tem primeru nekaj ve. Robertova družina je še naprej prosila za informacije in poskušala izvajati zasebna iskanja. Nažalost je bilo brez kakršnihkoli informacij, ki bi lahko pomagale zožiti območje iskanja, izvedba obsežnega zasebnega iskanja zelo zahtevna. Do zdaj ni bilo javno razkritih nobenih sledi, razen tistih, ki jih je Robertova družina odkrila, ko je izginil. Nazadnje so Roberta videli oblečenega v modro majico King Daughters, kakih hlače in bele teniske. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o tem primeru, lahko pokliče šerif urad okrožja Lawrence na številko 7405 323 525. Številka 6. Katie je delala kot multimedijska producentka v kreativni agenciji, kjer je pomagala voditi kampanje za podjetja kot so SMEC, Kia Australia in Commonwealth Bank. Pogosto so jo videvali v vzhodnih predmestjih Sydneyja in ni se zdelo, da bi se ukvarjala s kakršnimikoli dejavnostmi, ki bi jo lahko izpostavile tveganju. Točen časovni potek izginotja Katie ni jasen, vendar so njeni bližnji na neki točki ugotovili, da nihče nima pojma, kje je. Prijavili so jo kot pogrešano osebo lokalni policiji in začela se je preiskava njenega izginotja. Policija je uspela izslediti Katinine zadnje znane premike do večera, ko je nazadnje govorila po telefonu. Približno ob 19:40 23. maja so jo videli na plaži Bondi. Natančna narava tega opažanja ni bila razkrita javnosti, vendar je bilo znano, da je Katie pogosto zahajala na to območje. Plaža je del predmestja Sydneyja in je bilo območje, ki ga je Katie dobro poznala. Je tudi izjemno nevarna in znana po močnih morskih tokovih. Tudi izkušene plavalce lahko preseneti tok. Med letoma 2005 in 2019 je na tej plaži življenje izgubilo več kot 30 ljudi, večina v vodi. Ni znano, ali je bila Katie na dan svojega izginotja v vodi. Kljub pomanjkanju informacij je izginotje Katie doseglo mednarodno občinstvo. Preden je delala v kreativni agenciji, je 7 mesecev delala pri Endemol Shine Australia, ker je bila producentka 12. sezone resničnostnega šova Poroka na prvi pogled. Katie je opisana kot oseba kavkaškega videza, visoka 157 cm, vitke postave, z rjavimi očmi in rjavimi lasmi. Na desni roki ima majhno črno tetovažo metulja. Oblačila, ki jih je nosila v času izginotja, niso bila opisana. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče Crime Stoppers na številko 1-800 330 300 500. Ali na spodnji povezavi. Lokalna policija je javnost opomnila, da se informacije obravnavajo zaupno in jih ne smete sporočati policiji Novega Južnega Walesa prek družbenih omrežij. Številka 5. Minilo je le nekaj več kot teden dni, odkar je Lucy izginila, zato je iskanje še v zgodnji fazi in upanje ostaja, da bo pogrešana oseba varno pripeljana domov. Lucy je frizerka in kozmetičarka ter mati enega otroka iz Kenta v Angliji. Po navedbah družine je odpotovala v Brest v Franciji, da bi se udeležila glasbenega festivala, čeprav ni bilo natančno navedeno, katerega festivala. Vsa komunikacija z Lucy se je prekinila 30. maja, kar je bil tudi datum njenega zadnjega opažanja. V naslednjem tednu so njeni prijatelji in družina še naprej poskušali stopiti v stik z njo kot običajno, vendar niso prejeli nobenega odgovora od pogrešane turistke. Po tednu molka so jo prijavili kot pogrešano osebo in začelo se je mednarodno iskanje. Prva poročila so trdila, da je bila zadnjič opažena Lucy v mestu Brest v Britaniji. Ko pa so začeli pozivati k informacijam, so prišle na dan nove podrobnosti. Izkazalo se je, da so Lucy opazili v okrožju Bercy v Parizu nekaj časa po njenem prihodu v Britanijo. Po besedah Lucyjinega očima je zelo ranljiva in družina je zaskrbljena za njeno varnost. Ker je primer tako svež, je v primeru izginotja Lucy veliko več vprašanj kot odgovorov. Pozivi za informacije doslej niso vključevali podrobnosti o tem, kaj je Lucy nazadnje nosila ali kdaj so jo nazadnje videli. Policija v Kentu je sporočila, da sodeluje s partnerskimi agencijami, vključno z Uradom za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj ter Interpolom, da bi pomagala preiskati izginotje Lucy. Vsakdo, ki ima ključne informacije o njenem izginotju, naj pokliče 999 in navede številko primera 01 1644. Vse druge informacije lahko sporočite na številko 101 ali prek spletnega klepeta na povezavi policijske uprave, ki je navedena spodaj. Številka 4. Zafar Padam Zimavani in Guillermo Hafez Hidalgo Ortiz,
Par iz Chicaga sta se preselila v Ciudad de Mexico, da bi pomagala starejšemu sorodniku. Manj kot leto po selitvi je par izginil v sumljivih okoliščinah, prijatelji v ZDA pa so poskušali ugotoviti, kaj se je zgodilo. Po besedah prijateljev in družine je bil Guillermo znan član čikaške gostinske industrije. Zafar pa je diplomiral na univerzi v Chicagu. Oktobra 2025 se je par izselil iz svojega doma v ZDA in se preselil v Ciudad de Mexico, kjer je živela Zafarjeva mati. Pri njej so diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen in je potrebovala dodatno pomoč. V naslednjih 8 mesecih sta par postopoma delala na izboljšanju življenja Zafarjeve matere. 20. maja 2026 naj bi imela še en sestanek, da bi dosegla ta cilj. Prej sta se že srečala z lokalnimi izvajalci glede namestitve dvigala za stopnice v njunem domu, ki bi Zafarjevi materi omogočilo večjo mobilnost in samostojnost. 20. maj naj bi bil nadaljnji sestanek in brez težav sta prispela v sosesko Isidro Fabela v Talapanu. A po besedah prijateljev je Guillermo kmalu po prihodu z njimi delil svojo lokacijo na telefonu. To je bilo nenavadno in menili so, da je s tem pokazal, da ga nekaj skrbi. Vendar nobeden od njiju ni poslal nobenega sporočila ali poklical na pomoč. Ko je bila njihova lokacija deljena, naj bi se peljala v avtomobilu z domnevnimi izvajalci. Nekje okoli 18:20 oba telefona sta na WhatsAppu utihnila. Niti Zafar, niti Guillermo se nista vrnila domov. Sama izginotje bi bilo nenavadno za par, ki se je preselil v drugo državo samo zato, da bi pomagal bolnemu sorodniku. Toda dogajanje na bančnem računu enega od moških v naslednjih 2 dneh je pomenilo, da so prijatelji in družina vedeli, da je nekaj resno narobe. Približno 22 ur potem, ko so jo nazadnje videli, je bančni račun enega od moških zaznal nekaj aktivnosti. V naslednjih nekaj urah je nekdo registriral več oseb za prenose velikih vsot denarja. Banka je poslala samodejna opozorila o teh registracijah in s tem obvestila bližnje para o nenavadni aktivnosti. Zafar in Guillermo sta bila prijavljena kot pogrešana 23. maja, le 3 dni potem, ko sta izginila brez sledov. Družina in prijatelji v ZDA so pozvali ameriško veleposlaništvo, naj se vključi v primer. Mehiški konzulat v Chicagu je izjavil, da je zavezan zagotavljanju konzularne pomoči v okviru svojih pristojnosti, vendar ni mogel zagotoviti nobenih uradnih informacij, ko so se novice o izginotju prvič pojavile v ameriških medijih. Od takrat je bilo v primeru malo novosti. Zafar je opisan kot 56-letnik, visok 170 cm, kenijskega porekla. Nazadnje so ga videli oblečenega v rdečo karirasto srajco. Guillermo je bil star 57 let v času svojega izginotja. Visok 170 cm, imel je prebodena ušesa in tetovažo ljubezni in miru na notranji strani roke. Nazadnje so ga videli oblečenega v krem polo majico. Vsakdo, ki ima informacije o primeru, lahko stopi v stik z oblastmi na številki 555 484 04 30 številka 3. Ko so ekipe za iskanje in reševanje začele iskati pogrešanega Nizozemca na majhnem karibskem otoku, je šlo za osebno zadevo. Sledil je teden obsežnega iskanja, vendar Erik Mathisen še vedno ostaja pogrešan. Erik je bil star 53 let v času izginotja. Bil je zdravstveni delavec z nizozemskega kopnega, ki je odpotoval na Sabo, da bi delal na projektu stolpa Mount Sinai. Vse je potekalo po načrtih in Erik je v prostem času užival na otoku. Erik je bil navdušen ljubitelj narave, zato ni bilo nenavadno, ko se je 13. maja odpravil na pohod. Tistega večera se Erik ni vrnil v svojo nastanitev. Ljudje so hitro ugotovili, da ga ni, in iskanje pogrešanega pohodnika se je začelo takoj. Iskanje na terenu se je začelo na območju Fort Bay, prebivalce pa so prosili, naj pregledajo posnetke kamer za kakršnekoli sledi pogrešanega moškega. Oblasti so uporabile tudi termovizijske drone, da bi poskušale najti Erika. Posnetki kamer so pomagali iskalnim ekipam zožiti iskanje na nekaj možnih lokacij, kamor bi se lahko odpravil na pohod. 4 ekipe so bile poslane po poteh na določenih območjih. Druge pohodnike so prosili, naj se izognejo potem, da ne bi ovirali iskalnih prizadevanj. Helikopterji, ki so jih pripeljali na otok kot del projekta Stolpa, so bili zdaj uporabljeni za iskanje pogrešanega delavca. 17. maja je prispela nizozemska urbana iskalna in reševalna enota. To je specializirana enota za nujne primere, namenjena iskanju in nudenju medicinske pomoči žrtvam po nesrečah zaradi porušenih objektov. Skupina deluje tako na Nizozemskem kot v tujini in pomaga po naravnih nesrečah, kot so potresi. Skupino sestavlja manj kot 200 visoko usposobljenih strokovnjakov, eden izmed njih pa je bil Erik. Erik je leta delal kot višji reševalec v okviru organizacije, zato je bilo iskanje njega še toliko pomembnejše za organizacijo. Nažalost so bile možnosti, da bi našli Erika živega, že ob njihovem prihodu videti zelo majhne. Po 82 urah brez sledov o pogrešanem so oblasti sporočile, da je iskalna akcija zdaj verjetno pomeni iskanje trupla, ne pa več reševanja.
To pa iskalnih ekip ni ustavilo, da ne bi naredile vsega, kar je bilo v njihovi moči, da bi našle pogrešanega moškega. Po tednu intenzivnega iskanja je ekipa morala sporočiti, da je uradna iskalna akcija zaključena. Nobenih sledi o pogrešanem Eriku niso nikoli našli. Še vedno je pogrešan, zato naj bodo vsi, ki se bodo letos poleti odpravili na pohodniške poti, pozorni nanj in hkrati sami upoštevajo varne pohodniške navade. Erika so nazadnje videli v sivi majici, črnih kratkih hlačah in s črnim nahrbtnikom. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče 911. Številka 2. 4 mesece so družina in prijatelji Samuela Whitseta poskušali izvedeti, kaj se je zgodilo z njihovim pogrešanim bližnjim. Policija je uspela najti njegov šotor 2 ob priljubljeni sprehajalni poti, vendar je moški iz Viktorije še vedno pogrešan. Samuel je bil star 27 let ob svojem izginotju in je bil navdušen ljubitelj narave. Po besedah njegove družine je pogosto živel od tega, kar mu je nudila narava, in ni bilo nenavadno, da je za krajši čas prekinil stike. Ko pa so minili tedni, ne da bi kdorkoli karkoli slišal od njega, so postali zaskrbljeni in so stopili v stik z oblastmi. Sprva so pogrešanega moškega zadnjič videli 14. februarja v predmestju Melbourna v Viktoriji. Prvotno iskanje in preiskava sta bila osredotočena na to območje. Šele aprila, več kot 2 meseca potem, ko so Samuela nazadnje videli, se je iskanje preusmerilo v drug del države. Samuele so opazili v vzhodnem delu Perta 18. februarja. 4 dni po zadnjem videnju v Viktoriji, po trenutnih informacijah je Samuela odložil moški blizu poti Bibblebum na cesti Brockton, blizu ceste Albany v Armadalu. Pot je dolga pohodniška pot, ki se razteza več kot 1000 km med Albanyjem in Perthom. Znana je po svoji pokrajini, ki vključuje doline, polja in gozdove, vendar je dobro vzdrževana z rednimi oznakami poti po celotni trasi. Velik del poti vključuje več taborišč, ki so postavljena približno en dan hoje narazen, vendar spletna stran poti opozarja, da ni mogoče prehoditi celotne poti in vsako noč prenočiti v nastanitvah. Samuelove izkušnje kot pohodnika so pomenile, da mu več dni brez redne nastanitve ne bi povzročale večjih skrbi. Ko so ga nazadnje videli, je nosil kamp opremo in zdel se je pripravljen na pohod. Konec marca so drugi pohodniki začeli opažati šotor, ki je bil zapuščen ob poti. Nahajal se je pri Canning Hut, le nekaj ur hoje od kraja, kjer so Samuela nazadnje videli. Zapuščen šotor so prijavili oblastem, vendar sprva niso ukrepali. Šele mesec dni kasneje je nekdo povezal šotor s pogrešanim moškim. Policija ter reševalne ekipe so preiskale območje v iskanju kakršnihkoli sledi Samuela ali druge opreme, ki bi jo lahko vzel s seboj. Uporabili so drone, policija pa je javnosti posredovala posnetke iz dronov v upanju, da bi pridobili kakršnekoli informacije. Nažalost, niso našli nobenih novih sledi. Iskalne ekipe niso uspele ugotoviti, zakaj bi Samuel zapustil svoj šotor in druge stvari. Bibblebum Trek je linearna pohodniška pot. Da bi se vrnil do šotora, bi se moral Samuel vrniti po isti poti, po kateri je prišel, namesto da bi naredil krog, kot je to mogoče na drugih pohodniških poteh. Morda je nameraval prehoditi le kratko razdaljo od šotora, preden se je nekaj zgodilo. Če je temu tako, za sabo ni pustil nobenih sledi o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Samuel je opisan kot visok, med 170 in 180 cm srednje postave, rjavih las, z brado in brki. Na levem ramenu ima tetovaže. Nazadnje so ga videli oblečenega v črne hlače, rdečo majico ali svetov pulover ter natikače. Policija je pozvala vse, ki imajo kakršnekoli informacije v zvezi s primerom, naj jih kontaktirajo na 1314 ali na anonimno številko Crime Stoppers 1830 številka 1. Pohodništvo ima svoje nevarnosti v kateremkoli letnem času, še posebej za posamezne pohodnike. Toda pohodništvo v Novi Škotski aprila ima svoje edinstvene nevarnosti, ki se jih mnogi pohodniki morda ne zavedajo. Med zahtevnim terenom, hladnim vremenom in divjimi živalmi je veliko izzivov, ki lahko preprečijo popotniku, da bi se vrnil domov. 62-letna Denise Ann Williams je verjela, da je pripravljena soočiti se s temi izzivi, ko se je sredi aprila podala v narodni park Cape Breton Highlands. Toda po 2 tednih brez kakršnega koli stika so njeni prijatelji in družina začeli sumiti, da je nekaj narobe. Narodni park Cape Breton Highlands leži na severnem robu otoka Cape Breton ob vzhodni obali Kanade. Znano je po svojih slikovitih razgledih, vključno z gorami, slapovi in reko Shediac Camp. V parku živijo tudi nevarne divje živali. Parks Canada opozarja obiskovalce na lose in črne medvede, ki prebivajo v parku. Obstaja tudi nevarnost zaradi kojotov.
Ta park je kraj, kjer se je zgodil edini znani smrtonosni napad kojota na odraslo osebo. Čeprav je bil ta dogodek izjemno redek, ostaja nevarnost, na katero morajo ljudje pomisliti, ko se podajajo v park. Tudi brez divjih živali so zahtevni razgiban teren in močvirnata območja. Parks Canada ocenjuje akadijsko pot kot srednje zahtevno, z višinskim pridobitkom in nekaj kratkimi strmimi odseki. Pot prečka tudi vodne površine, kar še poveča zahtevnost. Kljub temu to za Denis ne bi smelo predstavljati večje težave. Denis je iz Avstralije pripotovala v Kanado. Bila je na pustolovskih počitnicah, raziskovala je vzhodno obalo Kanade in hodila po nekaterih najbolj zanimivih krajih na svetu. Bila je izkušena pohodnica in očitno ji ni skrbelo, da potuje sama. Njena družina je nazadnje slišala zanjo 15. aprila, ko jim je povedala, da potuje v Shediac Camp, ribiško vasico na zahodni obali otoka Cape Breton. Ni bilo nenavadno, da je bila med temi pohodniškimi izleti krajši čas brez stika. Narodni park Cape Breton Highlands ima slab mobilni signal, zato ni bilo realno, da bi bila ves čas v stiku s svojo družino. Ko pa sta minila 2 tedna brez kakršnega koli stika z njo, so začeli misliti, da je nekaj narobe. Denis so prijavili kot pogrešano 29. aprila in kraljeva kanadska konjeniška policija je takoj začela preiskavo. Kmalu so našli Denise najeti avto pred obiskovanjem centrom Parks Canada v Shediac Campu, blizu začetka poti Acadian Trail. Po besedah domačinov je bil tam nedotaknjen že 2 tedna. To nakazuje, da je bila Denis ves čas svojega izginotja v parku. Obiskovalni center je bil zaprt v času, ko je Denis izginila. Čeprav je park odprt vse leto, obiskovalni center deluje le med majem in oktobrom. To je pomenilo, da Denis ni potrebovala vstopnice za park, da bi lahko hodila po poteh, hkrati pa tudi, da nihče ni vedel, da je v parku. Če bi Denis izbrala pot Acadian, bi jo morala prehoditi v manj kot enem dnevu. Ko se ni vrnila ob koncu dneva, bi osebje parka opazilo, da je nekaj narobe, če bi obiskala park v času rednega obratovanja. Tako pa njene odsotnosti niso opazili več tednov. Za pogrešano pohodnico se je začelo obsežno iskanje. Po besedah reševalnih ekip so večino časa iskali izven običajnih poti. Sneženje in gosta vegetacija sta na nekaterih mestih oteževala preglednost tal. Eden izmed članov ekipe je omenil, da med iskanjem ni mogel videti niti svojih stopal. Dejstvo, da naj bi Denise nosila temen plašč, je iskanje še dodatno otežilo. Po 5 dneh obsežnega iskanja ekipe niso našle ničesar, kar bi lahko dalo kakršnekoli namige, kam je Denis odšla ali zožalo območje iskanja. Iskanja so prekinili, dokler se niso pojavile nove informacije. Ko se začne tradicionalna pohodniška sezona, so vsi na poti pozvani, naj bodo pozorni na kakršnekoli sledi Denise. Opisana je kot visoka, 163 cm, sivkasto blond lasmi do ramen. Verjame se, da je nosila temno zimsko jakno, svetlo-modro kapo z napisom Antarktika, oranžno-modri šal in očala. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče okrožno enoto kraljeve kanadske konjeniške policije v okrožju Inverness na številko 902 258 2223 ali Nova Scotia Crime Stoppers na 1800 222 8477. Namige lahko oddate tudi na spodnji povezavi ali v aplikaciji P3 Tips.